Spoštovane občanke in občani, dober večer na občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. Poseben pozdrav je namenjen letošnjim dobitnikom Meškovih nagrad za doprinos kulturi v domačem okolju. Sicer pa posebej pozdravljam župana občine Ormož Danijela Vrhnjaka, pozdravljam tudi podžupana in njegovo soprogo Zlatana Fafoliča, Andreja Kosija, direktorico občinske uprave Mileno Debeljak, svetnice in svetnike v občinskem svetu, predsednice in predsednike vseh kulturnih društev v občini, vodjo območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Barbaro Podgorelec, direktorje javnih zavodov, ravnateljev šol in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, ter seveda vse vas, spoštovane občanke in občani, ki s prisotnostjo na nocojšnji proslavi dokazujete, da je tudi obisk takšnih prireditev košček v splošnem kulturnem mozaiku neke družbe. Kultura ima veliko obrazov in na nas samih je, kateremu od teh obrazov sledimo. Kulturni program na nocojšnji proslavi so pripravili učenci osnovne šole Ormož in glasbena šola Ormož. Glede na to, da letos obeležujemo Meškovo leto, bodo posamezne točke povezane z njegovimi besedami. Besedami, ki nežno opevajo našo prekrasno deželo in njene lepote, ter besede, ki sporočajo brezpogojno ljubezen do slovenske besede, so osnovnošolci zapisali za napoved svojega programa. Ob tem pa dodali besede Ivana Cankarja, ki je o Francu Ksavru Meško povedal: Meško zna v človeku odkriti toliko dobrote in hotenja po boljšem, do bralca pa nehote pritegne svojo srčno plemenitostjo. In naj nas ta misel spremlja v kulturnem programu, ki so ga šolarji naslovili: Umetno živeti je ključ do duše. Dežela, čudovita, kakor iz lepih sanj, tista moja domovina tam doli, naše slovenske gorice, dežela polna naravnih lepot, preprostih, idiličnih skoraj. A je prav zaradi tega s tem mehkejšo poezijo žarjena in tem prisrčne govori srcem? Čudovita dežela, griči in doline, kakor pesem v daktilih in anapestih. Dežela polna poezije, polna čarov. Koliko poezije v zemlji sami, v tistih po gričih položenih vinogradih, v tistih sanjavih gozdovih, v tistih tihih dolinah, s vsakim linom ob potoku. In koliko skrivnosti, sladkih skrivnosti, čudovite poezije je tam v zemlji. Ksaver Meško je ne samo plodovit avtor v smislu količine besedil, ki jih je napisal, ampak je tako pesnik, dramatik kot pripovednik. Franc Ksaver Meško se je ukvarjal z versko, domoljubno ter socialno kmečko tematiko. Lahko rečemo, da so Meška nekako te tri determinante definirale, torej določale. Najprej njegov poklic duhovnika, potem socialno poreklo, torej predvsem pokrajina Prlekija, njegov rojstni kraj, in pa Meškova nežna in pa lirična narava. Prlekija, to so mili kraje, to so tisti niz strmin, seveda vinogradi večinoma, krasni sadovnjaki, vmes gozdovi, tisti travniki. Vsaka pokrajina zaznamuje svoje ljudi, ne? Tista moja slovenska gorica, tu pa so imeli dom otožje in se mogoče zato tudi ni šli senič, ker naj bi pot naša bilo težje iti nazaj, ne? Ja, ker so se počutili kot tujca med tujci.
čas mineva, dan za dnem, naglo v nemo večnost gre. Svet se stara, a ne staraj, nikdar, naše se srce. Vedno mlado, vedno čilo, v njem življenje naj kipi, v mislih krasnih, delih blagih, vedno nov naj sad rodi. Svet prelep je, kamorkoli greš, svet prelep je, s krili ali peš. Svet prelep je, vedno pojejo vsi, svet prelep je, med prijatelji. Svet prelep je, vedno pojejo vsi, svet prelep je, med prijatelji. Krošnja mi modro nebo, vabite z Mavrico, z Mavrico. Pojdi z nami, če že mimo greš, pojdi z nami, skrili ali peš. Pojdi z nami, gremo na potek, pojdi z nami, zvezdam na izlet. Pojdi z nami, gremo na potek, pojdi z nami, zvezdam na izlet. Nad krošnjami modro nebo, vabite z Mavrico, z Mavrico. Pojdi z nami, gremo na potek, pojdi z nami, zvezdam na izlet. Tihi grob sem ti hvaležen, mati moja. Če mi ne bi dala drugega s seboj življenje, dala si mi svojo govorico, sladko slovensko besedo. Vodnica mi je med čermi in prepadi na življenja potih, tolažnica mi v trpljenju, sladkost v bridkosti. Blagoslovljena bodi, sveta dediščina materina, sladka slovenska beseda. Nikoli več ni prihajal v Prlekijo, ampak vedno jaz mislim, da je o njej sanjal in tudi pisal. Ne? Koroška mu je bila drugi dom, popolnoma se je zlil za dušo Korošcev s pokrajino in tam, samo tam je bil srečen, na Koroškem. Seveda so bile sele za nas, vse njegovo sorodstvo, neki raj na zemlji, ne? Ker tam je Stric Ksaver. Skozi Meškovo prozo, pa tudi dramatiko, vstopata v slovensko literaturo dve pokrajini, Štajerska, natančneje Prlekija oziroma Slovenske Gorice in Koroška. Meško te pokrajine ne idealizira, pač pa je to pokrajina, ki je zanj polna petja in joka obenem, polna veselja in oboštva, ali kakor pravi Meško, ostanek raja v Solzni dolini. Skratka, skušal je prikazati različne plasti tega življenja, čeprav je skušal potem vedno tudi najti neko, recimo temu, idealistično in idealno rešitev. Sem
v dnevih nesreče in bede, ko mi tare dušo obup, si mi edina podpora, edina tolažba. Ti, ljubezen do svete naše domovine, ljubezen do rodne grude, ljubezen do krajev, Kjer sem brezskrben deček, igral prve igre, so drugi svojimi. Ljubezen do milega jezika slovenskega, v katerem mi je govorila od dneh mladosti, sreče in brezskrbnosti. Mati moja, kako bi prenašal življenje težo, ko me ne bi krepila misel, da človek ne živi le sebi, ne le zaradi samega sebe, ampak da živi domovini svoji, narodu svojemu. Kje so tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Bom grmovje posekal, travico požel, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Bom naredil stezice, ki so včasih bile. Otrok sem še, ob meni je mladost, zlata, srečna, neomadeževana in sveta mladost. In vse je še pred menoj. v srcu čistost in nedolžnost, pred nami še vse lepo in dolgo življenje, s stoterimi drznimi upi, s tisočerimi velikimi deli in 100 000 srečo. In ves svet je tako lep in sončen, brez vsega mraka, brez vse teme in brez vse hudobije. Vse naše pravljice
Spoštovane in spoštovani, skrivnostni jezik duše je bil naslov zaključne plesne točke in zgodba, ki sta jo s plesom predstavili devetošolki, nas naj spremlja tudi v nadaljevanju večera. Lahkotno, a prepričljivo. Hvala učencem osnovne šole in glasbene šole Ormož ter njihovim mentorjem za kulturni program. Čaka pa nas seveda še uradni del nocojšnje proslave, ki prinaša podelitev nagrad Ksavra Meška. In preden razglasimo letošnje dobitnike, besedi vabim tudi župana občine Ormož Danijela Vrhnjaka. Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Ormož, spoštovani ljubitelji kulture, drage prejemnice in prejemniki priznanih plaket, spoštovani ostali zbrani. Prav je, da se ob kulturnem prazniku spomnimo na pomen kulture v Sloveniji, v naši občini, da se spomnimo in zahvalimo vsem tistim, ki so se oziroma se še na področju kulture udejstvujejo in s tem dajejo velik prispevek, ki ga kot narod seveda potrebujemo. Kultura je imela v zgodovini odločilno vlogo pri oblikovanju slovenskega naroda in slovenske države, saj je bila v zgodovini združevalna sila slovenskega naroda. To se je odrazilo v domoljubnih čustvih, ki so spodbudili dogodke, kateri so pripeljali do naše samostojnosti in naše lastne države. Kultura je pomembna tudi pri razvoju inovativne in na znanju temelječe kulture, prispeva k učinkovitosti izobraževanja, gospodarski rasti, zaposlenosti in k razvoju demokracije. Je del našega naroda in bistvo naše civilizacije. Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da sta prav slovenski jezik in naša kultura temelja, na katerih je naš narod utemeljil svojo identiteto. Tudi v Ormožu se lahko pohvalimo, da imamo bogato kulturo, da imamo bogato kulturno dediščino, da imamo ljudi, ki ohranjajo našo kulturno identiteto, da imamo ljudi, ki razvijajo našo kulturo in imamo ljudi, ki prenašajo bogato kulturno izročilo na naš mlajši rod in s tem prispevajo k ohranitvi le-tega. Seveda ne smemo pozabiti na velika imena iz ormoškega območja, ki so prispevala k temu bogatemu mozaiku izoblikovanja naše kulture. Ponosni smo na njih in ponosni bomo na vse tiste, ki delate oziroma bodo delali na kulturnem področju. Letošnje leto je v naši občini posvečeno Francu Ksavru Mešku, ki je bil poleg Ivana Cankarja okoli leta 1960 najbolj prevajan v tuje jezike med slovenskimi književniki. Pod njegovim peresom je nastalo vrsto del. Pisal je pesmi, povesti, romane, novele, črtice, drame in mladinske pripovedi. To, da je bil velik človek na področju kulture, spopriča dejstvo, da mu je bilo za njegovo delo podeljeno veliko priznanj in odlikovanj, kot tudi to, da so se po njem poimenovali dve knjižnici na Slovenskem, naša ormoška, kot tudi knjižnica v Slovenj Gradcu. Lokalna skupnost se zaveda pomena kulture, zato bomo naše napore še naprej vlagali v oblikovanje kulturi in ustvarjalnosti naklonjenega okolja. Zavedati se moramo, da kulturo ženejo drobni prispevki slehernega občanka in občanke. Prav vsak lahko po svojih močeh, znanju in talentih pomaga poganjati ta čudovit in bogat, pisan in živahen vrtiljak kulturnih doživetij in dogodkov, vsega tistega lepega torej, kar je kultura vedno bila in bo. Ob tem bi se vam, spoštovane prejemnice in spoštovani prejemniki današnjih priznanih plaket, rad zahvalil za ves vaš trud in vložek. Hkrati pa vas seveda naprošam, da pri tem delu vztrajate, ker vaše delo ni samo doprinos sedanjemu času, ampak je tudi pomemben nastavek za naprej k ohranitvi kulture, katera se mora ohraniti in na katero bodo tudi naše prihodnje generacije ponosne. Spoštovani, bodimo ponosni na našo kulturo. Bodimo ponosni na naš jezik, na naše običaje, na našo kulturno dediščino. Naj nas vse to vedno poveže in združuje. Zato ponosno praznujmo kulturni praznik in ga živimo ne samo ob kulturnem dnevu, ampak ga živimo iz dneva v dan, vedno znova in znova. Ob slovenskem kulturnem prazniku vsem, še posebej pa ustvarjalkam in ustvarjalcem na področju kulture,
kot tudi današnjim prejemnicam in prejemnikom občinskih kulturnih odličij. Iskreno čestitam in vam želim vse dobro v nadaljevanju leta. Hvala lepa županu za izbrane besede, v nadaljevanju pa bosta župan Danijel Vrbnjak in podžupan Zlatan Fafolič podelila nagrade Ksavra Meška, ki jih občina Ormož podeljuje zaslužnim občanom, ki najmanj 5 ali več let delujejo na področju kulture. Tako da gospod župan in gospod podžupan, vabim vaju na oder. Pomagali bosta devetošolki Iva Tija in Nuša. Izvolita. Tako da bo podeljevanje kar se da svečano. Naprošam pa tudi vse nagrajence, da po prejetju nagrade ostanejo na odru zaradi skupinske oziroma skupne fotografije. Komisija za podelitev priznanj z področja kulture občine Ormož je na svoji drugi redni seji 15. januarja sprejela sklep, da letos na predlog Društva upokojencev Ivanjkovci podelijo 3 zlate Meškove značke in na predlog Kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja 11 bronastih Meškovih značk. Tako da bomo najprej podelili bronaste značke Ksavra Meška in na oder najprej vabimo Niko Dovečar iz Šardinja. Nika Dovečar je na oder velikonedeljskega gledališča stopila leta 2018 v igri Rože za Tončko. Starejšo gledališko skupino je kot igralka ali kot soigralka in soorganizatorka potem sodelovala še v 5 gledaliških predstavah. Vidnejše vloge pa je upodabljala v mladinskih igrah, kot so Rože pod kamnom in drugih. Nika Dovečar je nepogrešljiva članica igralske ekipe in vidna predstavnica novega vala velikonedeljskih amaterskih igralcev v Kulturnem društvu Simon Gregorčič. Nika Dovečar je do danes sodelovala in še sodeluje pri skupaj 10 gledaliških predstavah. Bronasto značko Ksavra Meška prejme tudi Ane-Mari Horvat iz Trgovišča. Tudi Ane-Mari Horvat je ena izmed nepogrešljivih in vidnih predstavnic novega vala velikonedeljskih amaterskih igralcev. Tudi njena gledališka zgodba se je začela leta 2018 v starejši gledališki skupini z nastopom v igri Rože za Tončko, kjer je kot izgubljeno dekle iskala svoje starše in v živo igrala na violino. Svoje udejstvovanje v starejši gledališki skupini je nadaljevala tudi v naslednjih letih, vidnejše vloge pa odigrala v predstavah, ki jih je pripravljala mladinska gledališka skupina. Skupaj je sodelovala v 9 gledaliških predstavah. Bronasto značko Ksavra Meška prejme tudi Anže KC Trop iz Trgovišča. Tudi Anže KC Trop je let na gledališkem odru prebil z vlogo mladega klošarja leta 2018 v igri Rože za Tončko in starejšo gledališko skupino sodeloval tudi v nekaterih naslednjih gledaliških predstavah. S tem, da pa aktivno sodeluje predvsem v mladinski gledališki skupini, vse od leta 2022, ko je nastopil v igri Roža pod kamnom, do danes, ko mladinska gledališka ekipa pripravlja igro z naslovom Njegova preteklost, njena prihodnost. Skupaj je sodeloval pri 9 gledaliških predstavah. Bronasto značko prejme tudi Maja Kociper iz Vičancev.
Tako kot Nika, Ane-Marie in Anže je tudi Maja Kociper nepogrešljiva članica igralske ekipe in vidna predstavnica novega vala velikonedeljskih amaterskih igralcev v društvu, ki je lani praznovalo 130 let delovanja in 95 let delovanja dramske skupine. Začela je starejšo ekipo gledališčnikov leta 2018 v igri Rože za Tončko in se kasneje izkazala še v ostalih igrah, ki jih na oder postavlja starejša skupina in tudi mladinska gledališka skupina. Izkazala se je tudi v ostalih igrah in tako je predlagana za bronasto značko. Predlagatelji pa so člani kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja. Skupaj je sodelovala pri 9 gledaliških igrah. Bronasto značko Ksavra Meška prejme tudi Alja Krajnc iz Mihovcev. Alja Krajnc je s sodelovanjem v starejši gledališki skupini začela leta 2016, ko je v romantični komediji Korenčkovi odigrala vlogo Korenčkove Anje. Njeno sodelovanje se je nadaljevalo tudi v ostalih gledaliških igrah, ki jih pripravlja starejša gledališka skupina. Ves čas pa aktivno sodeluje z mladinsko gledališko skupino in je trenutno vodja mladinske gledališke skupine ter tudi najmlajša članica izvršnega odbora kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja. Skupaj je sodelovala pri 11 gledaliških predstavah. Na oder vabimo tudi Tiaro Kuharič iz Senešcev. Tiara Kuharič je v letih od 2017, odkar je članica kulturnega društva Simon Gregorčič, sodelovala oziroma še sodeluje v 10 gledaliških predstavah, v katerih je 3-krat odigrala glavno vlogo. Začela je s sodelovanjem s starejšo gledališko skupino v igri Rože za Tončko, ki so jo na oder postavili leta 2018. V glavnih vlogah pa se je še posebej izkazala v mladinski gledališki skupini, vse od igre Roža pod kamnom, ko je zaigrala glavno vlogo uporniške najstnice Nine. Tiara Kuharič. Bronasto značko prejme tudi Matic Majcen iz Sodincev. Tudi Matic Majcen je eden izmed nepogrešljivih mladih igralcev in viden predstavnik novega vala velikonedeljskih amaterskih igralcev, kot je v predstavitvah zapisal predsednik kulturnega društva Simon Gregorčič Anton Žumbar. Od leta 2017, odkar je član društva, je sodeloval kar v 10 gledaliških predstavah. Začel je z vlogo klošarja v igri Rože za Tončko leta 2018. Potem sodeloval z mladinsko gledališko skupino, kjer bo tudi v nastajajoči predstavi z naslovom Njegova preteklost, njena prihodnost odigral natakarja. Matic Majcen. Bronasto značko Ksavra Meška prejme tudi Mihajela Mlakar iz Šardinja. Še ne 17-letna Mihajela Mlakar je od leta 2016, kar je članica kulturnega društva Simon Gregorčič, sodelovala v kar 11 gledaliških predstavah. Zraven je bila že leta 2016, ko je v komediji Na prostem z naslovom Poštar Jakec odigrala enega od 10 Mickinih otrok. Sodelovanja s starejšo skupino so se nadaljevala vse do danes. Zraven pa sodeluje tudi v mladinski gledališki skupini, vse od mladinske igre Rože pod kamnom iz leta 2018 do letošnje igre, ki je v nastajanju.
svojim udejstvovanjem na kulturnem področju pa si je bronasto značko Ksavra Meška zaslužila tudi Bela Munda iz Mihovcev. Bela Munda je kot mlada igralka na oder stopila leta 2016 starejšo igralsko skupino v romantični komediji Korenčkovi, ko je odigrala vlogo Korenčkove lučke. Sodeluje tudi v mladinski gledališki skupini. Do danes je nastopala kar v 10 gledaliških predstavah. Bronasto značko prejme tudi David Stanič z Haindla. Tudi David Stanič je generacija mladih velikonedeljskih gledališčnikov. Do danes je starejšo in mladinsko gledališko skupino sodeloval v 10 gledaliških predstavah. Od vloge Korenčkovega Janka v romantični komediji Korenčkovi leta 2016 do nastajajoče mladinske igre Njegova preteklost, njena prihodnost, kjer bo odigral Aresovo podobico v ogledalu. In še 11. bronasto značko Ksavra Meška bomo podelili. Na oder vabimo Lino Tašner iz Tivolcev. Lina Tašner je od leta 2017, odkar je članica kulturnega društva Simon Gregorčič, sodelovala v 9 gledaliških predstavah. Starejšo skupino se je pojavljala v predstavah Rože za Tončko, Miklova Zala, Poljub za slovo, Titanik, Nova zgodba, Tek na kratke razdalje in Dijaški dom za babice 2. Z mladinsko gledališko skupino pa je nastopila, tako kot njeni vrstniki, ki v rokah že držijo letošnje bronaste Meškove značke, v predstavah Roža pod kamnom, Pepelka in poredni škrat ter v mladinski igri Njegova preteklost, njena prihodnost. Lina Tašner. Mlade igralce prosimo, da še kar ostanejo na odru, sicer pa jim tako članom starejše in mladinske igralske skupine v kulturnem društvu Simon Gregorčič Velika nedelja želimo oziroma čestitamo ob prejemu značk Ksavra Meška in kot z veseljem pravijo v društvu, prav mladi val amaterskih igralk in igralcev je obet, da se več kot 130-letna zgodovina delovanja kulturnega društva Velika nedelja ne bo prekinila. Občinske nagrade za udejstvovanje na kulturnem področju življenja v občini Ormož oziroma bronaste značke Ksavra Meška pa jim naj bodo le spodbuda za delo naprej. Hvala torej vsem skupaj za ves trud in še enkrat iskrene čestitke mladim gledališčnikom. Na predlog Društva upokojencev Ivanjkovci pa bomo letos podelili tudi 3 zlate značke Ksavra Meška. Tako da na oder najprej vabimo Miroslava Kusteca iz Žarovincev. Miroslav Kustec, ukolikor je med nami, Mirko, mu pravijo prijatelji v gledaliških društvih, prihaja. No in kot navajajo predlagatelji, je Miroslav Kustec v gledališki skupini aktivno sodeloval že v srednji šoli na Svečini. In ko se je po zaključenem šolanju vrnil v domači kraj v Ivanjkovce, se je najprej priključil gledališki skupini v Ormožu, kjer je deloval 2 leti. Potem se je priključil gledališki skupini v Miklavžu pri Ormožu, kjer si je z dolgoletnim aktivnim sodelovanjem že prislužil tako bronasto kot srebrno značko Ksavra Meška.
Po upokojitvi pa se je priključil gledališki skupini Društva upokojencev Ivanjkovci, kjer sodeluje še danes. Glede na dolgoletno delo v kulturi predlagatelji verjamejo, da si Miroslav Kustec zasluži zlato značko Ksavra Meška. Zlato značko Ksavra Meška pa prejme tudi Stanko Hožar iz Pavlovskega Vrha. Stanko Hožar iz Pavlovskega Vrha si je zlato značko Ksavra Meška prislužil za dolgoletno aktivno delo na področju amaterske kulture in seveda mu za to vsi iskreno čestitamo. Stanko Hožar je sicer svoj delovni vek preživel v Avstriji, kjer pa je ves čas aktivno sodeloval v Slovenskem kulturno-umetniškem klubu Triglav. Bil je vodja kluba in vodja tamkajšnje folklorne skupine. Že kot član kluba Triglav si je prislužil plaketo, ki jo najaktivnejšim članom podeljuje društvo Triglav. Ko se je po upokojitvi vrnil v domovino, se je v Ivanjkovcih takoj vključil v kulturne dejavnosti. Pel je v domačem pevskem zboru, bil član etnoskupine Porini Papučini, potem pa ustanovil etnoskupino Prleška generacija. Leta 2015 se je vključil v gledališko skupino Društva upokojencev Ivanjkovci. V celovečernih humornih gledaliških prireditvah je odigral 6 glavnih vlog. Za glavno vlogo šolarčka Stankeca, kjer je s svojimi potegavščinami bolj ali manj jezil svojo mamo, je na Linhartovem srečanju amaterskih gledaliških skupin bil nominiran za prvo mesto odigranih glavnih vlog. Glede na dolgoletno in bogato udejstvovanje na področju amaterske kulture si Stanko Hožar gotovo zasluži zlato značko Ksavra Meška. Zlato značko Ksavra Meška pa prejme tudi Marta Polanič-Rajh iz Trstenika. Marta Polanič-Rajh je v domače kulturno življenje vključena že od osnovnih let. Že kot šolarka je veliko nastopala na različnih kulturnih prireditvah, svoj talent in veselje do nastopanja pa goji še vedno. Kar 18 let nastopa v mešanem pevskem zboru Društva upokojencev Ivanjkovci. Po vključitvi v Društvo upokojencev Ivanjkovci pa redno nastopa v kulturnih prireditvah, ki jih društvo prireja. Naj so to prikazi starih običajev ali gledališke igre in podobno. V gledališko skupino Društva upokojencev Ivanjkovci se je vključila leta 2014 in ostaja nepogrešljiva igralka glavnih vlog različnih ženskih likov. Glede na dolgoletno aktivno udejstvovanje v vseh sferah amaterskih kulturnih dejavnosti je Marta Polanič-Rajh gotovo aktivistka, ki si zasluži zlato značko Ksavra Meška. Iskrene čestitke seveda vsem dobitnikom, naj jim pozornost v obliki občinskih nagrad Ksavra Meška predstavlja samo še vzpodbudo za delo naprej in seveda veliko zahvalo vsem skupaj za vse, kar so naredili na področju kulturnega življenja občini. Tako, za konec pa k besedi vabim Marto Polanič-Rajh. Lahko še kar ostanete na odru za vzpodbudo Marti, ki bo imela slavnostni govor. Marta je dobitnica zlate značke Ksavra Meška. Marta Polanič-Rajh, izvolite. Spoštovane zbrane,
Veliko veselje mi je, da vas kot dobitnica občinske Meškove nagrade lahko pozdravim v imenu vseh nocojšnjih dobitnikov. Tako mene in vsem, ki se na kakršen koli način ukvarjamo s kulturo, nagrada veliko pomeni, sploh pa nam je vzpodbudo za delo naprej. V naših domačih krajih, ki so precej oddaljeni od večjih kulturnih centrov, kulturo gojimo po svoje, po domače, kakor znamo, kakor čutimo in kolikor si pustimo vplivati od drugod. Zavedamo se svojega poslanstva in prepričana sem, da se prav z delom amaterskih kulturnikov ohranja slovenska beseda, ohranjajo se narečja, običaje, pesmi in ljudska glasba. Zato smo radi zraven, radi smo na odru in se veselimo vaših aplavzov, ki so največkrat edino plačilo za ves naš trud. Hvala vam. Še naprej se bomo trudili za to našo duševno hrano, kot tudi radi rečemo kulturnemu udejstvovanju in na vaše zadovoljne obraze prinašali smeh. Hvala Marti Polanič-Rajh za izbrane besede, ki nam naj torej kar odzvanjajo tudi v nadaljevanju večera. V imenu občine Ormož vas vabim na pogostitev v malo dvorano, seveda čestitam tudi vsem skupaj ob slovenskem kulturnem prazniku. Naj torej kultura ostane naša spremljevalka, naj nas napaja in osrečuje še naprej. Srečno, do prihodnjič.